Finale slovenske malonogometne lige 1 v Prekmurju v Pečarovcih je sklenjeno. Športno društvo Ribno je po streljanju kazenskih strelov odločilo o zmagovalcu. Zdajle je pri nas v gosteh in pred vas, spoštovane gledalke in gledalci, kapetan in trener ekipe, in sicer Blaž Ažman. Vtisi? Prvi vtisi so zelo dobri, pozitivni. Moram pohvaliti obe ekipe za fair play, organizatorja za odličen teren, okolico, skratka za vse je bilo poskrbljeno tako, kot je treba. Na malonogometnih tekmah običajno ni toliko gledalcev. Tukaj jih je bilo blizu 300, ki so uživali v temle prijetnem sobotnem večeru oziroma petkovem. To je zagotovo presenečenje tudi za Gorence. Se popolnoma strinjam, uživali smo tudi mi takega ambienta nismo navajen. Tukaj vam moram čestitati, tale okolica zgleda, da res diha z nogometom. Prekrasen ambient, objekt, okolica, ljudje, težko da z besedami sploh opišeš, ker to je treba doživeti. In smo zelo presenečeni, kar se tle v teh vaših koncih dogaja. Vi ste pravzaprav že v 50 minutah v času igre dvakrat zadeli okvir vrat, tako da bi tekmo lahko odločili pred dokončnim izvajanjem kazenskih strelov. Res je, dvakrat smo zadeli okvir vrat, vendar žoga je okrogla, pri nogometu ne zmaga vedno najboljši, zato se igra do zadetega gola oziroma do sodniškega žvižga. To se nam ni maščevalo in tako mislim, da smo zasluženo dobili tekmo po streljanju 11 metrovk. In vaše načrti, želje za v prihodnje in sploh mnenje o tovrstnem tekmovanju, o malem nogometu na travnatih igriščih? Kot sem že večkrat povedal, mi smo letos prvič povabljeni v to ligo, smo pozitivno presenečeni, navdušeni. Trenutno so glave še malo vroče, tako da težko zdaj napovedujem, kako za naprej, ampak vsekakor bomo delali na pomlajevanju ekipe. Naša ekipa je precej stara, probali bomo pritegniti mlajše igralce in seveda nadaljevati udeležbo v Ligi 1. Fantom, organizatorju pa želim vse najboljše, da delajo s takim tempom, kot so štartali, in jim bomo tudi pomagali, kar je seveda v naših močeh. Najlepša hvala za rečeno, pa iskrene čestitke k naslovu slovenskega prvaka v tejle prvi malonogometni Ligi 1. Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam, pa še enkrat čudoviti ste. Ko si Dominik? To vas ve najde. Ko si Dominik? Da. Sedmico. Tako. Seveda smo povabili za krajši razgovor tudi predstavnike ekipa slovenskega podprvaka, ekipo kluba malega nogometa Transpak iz Kločarovec, ki je šele po kazenskih strelih klonilo v odločilni tekmi za naslov prvaka. Vaš vtis o sami tekmi, o finalu, ki je pravzaprav odločilo šele ob kazenskih strelih? Tekma je bila za moje pojme v redu, fair, športna. Pri nas malo grenkega prekusa, ker nismo zmagali, ampak čestitam prvakom in upamo, da bomo naslednje leto še storili to stopničko višje. Imeli ste precej burne navijače tudi na tribuni, vendar pa se vam to v 50 minutah rednega dela igre ni šlo. Ja, žal bi se zahvalil navijačem, da so prišli v tako velikem številu. Pohvalil bi tudi organizatorje, ki so se zelo potrudili za, bi rekel, ta dogodek, ki spominja na eno veliko tekmo, in upam, da bodo se ti fantje, ki prirejajo to ligo, še potrudili in drugo leto še naredili mogoče kak korak višje. Vi ste lev del naloge opravili v polfinalu, ko ste opravili z Črnelovci. Ja, v bistvu je to res, ampak mogoče nas je tista tekma prvo Črnelovci malce prevzela in smo z mislimi bili mogoče že kje druge, kot se je danes išlo, na žal. Bo Transpak Kločarovci sodeloval v tovrstnem tekmovanju malonogometnega dela na travnatih igriščih tudi v prihodnje? Vsekakor podpiramo to idejo teh fantov, ki so za to zaslužni, in vse bomo storili, da bomo, če je le kaj v naši moči, in tudi pomagali.
In ambient v Pečarovcih, tukaj je bilo precej gledalcev, videli ste tudi dobro travnato podlago, pa še primerna razsvetljava je bila, skratka, pogoji idealni, morebiti je malce rose bilo. Ja, pogoji so res bili idealni. Pravim, že prej sem rekel, čestitam fantom, ki se trudijo v tem društvu KMN Pečarovci. Mislim, da boljšega objekta ne bi mogli izbrati, kot smo ga izbrali za ta finale. Najlepša hvala za rečeno, pa še enkrat iskrene čestitke tudi k naslovu slovenskega podprvaka v malem nogometu na travnatih igriščih. Čestitke. Hvala. Za uteho je v Ključarovce šel naslov najboljšega strelca, sicer so si ta naslov razdelili trije, a en naslov je šel tudi v Ključarovce k Mariju Skuhali. Občutki? Ja, občutki so lepi. Zahvalil bi se predvsem svoje ekipe, ki je se trudila. Jaz sem jim hotel povrniti nazaj, da bi mogoče danes v tem finalu zmagali. Ni se išlo. Čestital bi tudi nasprotni ekipe, ki je bila boljša. Kaj je pravzaprav prispevalo k temu, da ste potegnili malce krajši konec v finalu in se morate zadovoljiti z naslovom slovenskega malonogometnega podprvaka? Kaj bi rekel na to? So bili bolj motivirani od nas. Mi smo pač nismo zadeli, oni bi lahko zadeli. Ta penali so pač loterija, kjer lahko zmaga kdorkoli, ne. Tako da čestitke še enkrat nasprotni ekipi, da to zmagovito veselje, ki so ga pričarali prej, ne. Vi kot najboljši strelec, ta naslov ste si razdelili še s tremi igralci, z 6 zadetki ste na tem mestu. Kaj menite o tovrstnem tekmovanju malega nogometa v Sloveniji? Zdaj ste prišli skorajda do samega državnega vrha. Ja, drugo leto pričakujemo, da bo ta liga še šla na višji nivo. Mi se bomo seveda te lige tudi udeležili, še močnejši postavi, vsaj upam. Pa organizatorjem res kapa dol, da so to organizirali. In vidimo se v naslednji sezoni, ne. Najlepša hvala za povedano, pa kar največ uspeha v prihodnje, tako osebno pri igranju nogometa in pa tudi pri ekipi Transpoka Ključarovci. Hvala lepa. Naslednje. Seveda je prav, če damo tudi tistemu, ki je skrbel za taktiko med samo tekmo, ne samo na finalu, ampak skozi celotno ligaško tekmovanje. To je Miran Vovk. Občutki, komentar doseženega uspeha. Ja, super, seveda. Vse komplimente so dali že predhodni govorci, tako da res organizacija, teren je tak samo še na PlayStationu, tako da smo bili res presenečeni. Ko smo prišli sem, smo se mogoče od začetka majčkeno ustrašili, nismo začeli tako, kot je treba, vendar smo skozi tekmo rasli, v vsaki minuti smo bili boljši, do konca vzpostavili ravnotežje oziroma mogoče v drugem polčasu celo imeli več priložnosti in mislim, da smo v samo streljanje 11 metrovk oziroma kazenskih strelov prinesli majčkeno več energije, kar je pač tudi odločilo finale. V malem nogometu in velikem nogometu je pač tako, kdor ne da, dobi. Vi ste dvakrat v samem poteku tekme v 50 minutah zadeli okvir vrat. To bi se vam morebiti lahko celo maščevalo, a se vam je k sreči srečno izšlo. Sreči za nas, ja, to drži, samo po moje je bil še kdo drug danes na naši strani, ki videl, koliko daleč smo se pripeljali. Sicer smo uživali na poti, pa še nekaj bi mogel vsem pohvaliti, no, to, kaj nismo omenili, ena redkih tekem nogometnih, da sploh ni bilo nič govora o sodnikih, a ne. To pomeni, da sta odlično upravila delo, ponavadi je zmeraj kakšna ekipa pritožbe, tako da res čestitke še enkrat organizatorjem, celi ekipi, domačinom, sodnikom, nasprotnim igralcem, res lahko bilo tudi drugače, tako da vratnice so sicer bile priložnosti, ampak tudi domačini oziroma gosti, v tem primeru so bili na papirju, a ne, napisani kot drugi, so imeli svoje priložnosti, lahko bi bilo seveda se tekma obrnila drugače, tako da smo zelo zadovoljni, ponosni, srečni, gremo domov in upamo, da se čim prej vrnemo v te lepe kraje
pa tako ste že prej spraševali predhodnike, da se ta liga nekako zaživi še bolj, da se razširi in da odigramo v naslednji sezoni še več takih tekem, takih družabnih srečanj, ki se zdaj šele začenjajo. Ko ste rekli, dobri sodniki, pravijo, da so dobri sodniki tisti, ki pravzaprav se med samo tekmo sploh da ne opazijo, da niso železničarji, ki bi ves čas piskali in da potem mahajo z roko, ko je prekršek, pa ga ne vidijo. Ja, seveda, v redu, mi smo tako, vsi športniki, jaz mislim, da tudi na najvišjih nivojih se preveč obremenjujemo s temi stvarmi. Ne. Sodniki so tudi ljudje, tudi jasno delajo napake, veseli smo, da te niso namenske, danes jih sploh ni bilo, jaz ne vidim niti ene sporne situacije. Sem pa, ker smo kdaj malo skočili, tudi nasprotniki, to je čisto žar v borbi, ampak mislim, da je bilo vrhunsko. Sodniški dvojec Tratnjek Baranje je torej svojo nalogo odlično opravil, vi pa kar veselo popeljete tale naslov slovenskega prvaka v malem nogometu na Gorenjsko. Najlepša hvala, pa pozdrav vsem gledalcem, pa pridite kaj v naše konce. Hvala za povabilo in nasvidenje.